Kar poldrugi milijon kilometrov stran od nas je zdaj vesoljski teleskop, poimenovan po Jamesu Webbu, Webbov teleskop. To je najmočnejša in najboljša tovrstna naprava, kar smo jih kdaj imeli. Ta teden je teleskop prispel natanko tja, kamor so ga znanstveniki in inženirji poslali že 25. decembra, to je v orbito v bližini Lagrangeove točke L2, ki leži na navidezni osi Sonce-Zemlja, kjer je sila težnosti obeh uravnotežena. Za nas je pomembno predvsem to, da tam teleskop ostaja v Zemljini senci, ko ta potuje okoli Sonca. Prve podobe bo začel teleskop proti Zemlji pošiljati junija ali julija letos. Strokovnjaki bodo namreč potrebovali približno 5 mesecev, da ga umerijo. To si lahko predstavljamo tako, kot si mi izostrimo pogled skozi daljnogled, da vidimo točno tisto, kar nas zanima. Teleskop je namreč opremljen z infrardečimi napravami visoke ločljivosti, ki bodo lahko pogledali v preteklost, v čas pred 13,5 milijarde leti, ko naj bi po velikem poku začele nastajati galaksije. Med drugim bo preučeval eksoplanete. To so planeti, ki so zelo oddaljeni od nas in krožijo okoli drugih zvezd, tako kot Zemlja okoli Sonca. Znanstveniki upajo, da bo Webbov teleskop odkril kaj o njihovem izvoru ter možnostih za razvoj in obstoj življenja na njih.